Usmiljen in milostljiv je Gospod. Te psalmistove besede so bile izhodišče papeževe homilije, ko je 4. novembra dopoldne v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za kardinale in škofe, ki so umrli v zadnjem letu. Mesec november, ki ga krščanska pobožnost posveča spominu na verne rajne, tako je začel papež Frančišek, vsako leto v cerkveni skupnosti vzbudi misel na življenje onstran smrti in predvsem misel na dokončno srečanje z Gospodom. On bo sodnik naše zemeljske poti in sicer sodnik, katerega značilnost sta usmiljenje in milost, kakor nas je spomnil psalmist. Sveti oče je dejal, da so umrli škofje in kardinali svojim poslanstvom v srca vernikov vtisnili tolažilno resnico, da so njegovi izvoljenci deležni milosti in usmiljenja. Nel nome di Dio della misericordia e del perdono, le loro mani hanno benedetto e assolto. V imenu Boga usmiljenja in odpuščanja so njihove roke blagoslavljale in dale odvezo, njihove besede so tolažile in osušile solze, njihova prisotnost je zgovorno pričevala, da je Božja dobrota neizčrpna in da je njegovo usmiljenje neskončno. Nekateri med njimi so bili poklicani pričevati za evangelij na junaški način, ko so prenašali hude stiske. Sostenendo pesanti tribulazioni.